Takole, en lep dober večer vsem skupaj. Pozdravljeni v Hrastniku na Vileniškem večeru. V Zasavju je to, če sem prav štela, že 8. po vrsti. In ta večer gostimo, bom rekla, pesnico mlajše generacije, Kajo Držan. Kaja, dobrodošla. Hvala. Ja, takole, ne, in Vilenica in ti imasta nekako isto leto rojstva, zdaj tega ne bom izdala, preberite si. Je pa letošnja tema, tako kot vsako leto namreč Vilenico zaokroži določena tema, letošnja se suče okrog vprašanja Quo vadis, torej kam gremo mi kot posamezniki, mi kot družba in tudi mi kot cel svet. Seveda vpletemo zraven še kulturo, pisatelje, pesnike, pisateljice, pesnice in naredimo en tak lep večer, predstavitev tega, kar se v bistvu v naši državi in pa širše, v recimo Evropi, dogaja. Nekako je ta večer posvečen širjenju in oženju, krčenju tako Evrope kot tistega, kar v Evropi kot družba počnemo. In bi rekla, da je strašno neko zavedanje, da je možno, da se ta Evropa in literatura skozi zgodovino, ki se je sicer skozi zgodovino spreminjala, začela zares krčiti, namesto da bi bila naša podstat in da nekako izgubljamo stik z literaturo v vseh njenih oblikah. Letos se predstavlja na Vilenici tudi islandska književnost, predvsem pa je Vilenica nek festival, ki se začne z organizacijo že kar par mesecev prej in podpira medkulturni dialog, poznavanje tudi drugih jezikov, ne samo našega slovenskega in našega ustvarjanja. In predvsem se letos zavedamo etike, pa tudi morale v književnosti, dialoga, sobivanja. Letos je novost ta, da nas je življenje prisililo nekako, da iz teh osebnih stikov, kolikor jih lahko imamo, pristopimo tudi na splet. In nekako smo doživeli to, da je to povezovanje spleta in živih dogodkov nujno in da nas vse čedalje bolj tudi povezuje. Nagrajenka letošnje Vilenice prihaja iz Slovaške, avtor v središču je Vinko Möderndorfer. Kristal Vilenice je letos odšel Sibili Petlevski za najboljše literarno besedilo. Zbrali bomo tudi nagrado Mlade Vilenice. Tako nekako za uvod, sedaj bova pa midve se pogovarjali o vsem tem, kar je letos Vilenica zastavila, pa tudi o naši družbi in seveda o tebi kot pisateljici in kot človeku, kot delu naše družbe nasploh. Zdaj, če greva čisto tako nekako v začetek, ne? Zelo zanimivo nam je seveda, če nekdo živi, se rodi ali pa del svojega življenja preživi v tujini, ne v Sloveniji, in ti si bila v otroštvu v Štokholmu in potem si se vrnila. In mene je prav tako zanimalo, kakšno se ti je zdelo otroštvo, ki si ga preživela tam, v primerjavi morda z otroštvom, ki so ga drugi preživljali v Sloveniji. Ja. Švedska je bila dolg časa en romantičen pojem. Ravno zato, ker imam strašno lepo izkušnjo odraščanja na Švedskem. Oziroma, spomin je postal lep zaradi tega, kar sem doživela potem v Škofji Loki, kamor sem prišla v 3. razred osnovne šole. Od 5. do 8. leta sem bila na Švedskem, in sem bila v državni šoli, tako da sem normalno govorila švedsko. In spoznala, se pravi, obične švedske družine, otroke.
Predvsem je Švedska ima popolnoma drug odnos do otrok, do otroštva in jim daje posebno veljavo, avtonomnost, kar za Slovenijo ne morem reči nikakor. Tako zelo zanimivo mi je bilo, recimo, da si zapisala, ne, tam na Švedskem je otrok, ne glede na to, ali je fant ali dekle, in da ni čudno, da Pika Nogavička prihaja ravno iz tistih krajev. Ja, to je bistvo, a ne? Si pa tudi potem, ko si že bila v Sloveniji, ko si izdala prve pesmi, bila recimo v Kostariki. To me je zelo navdušilo, ko si pisala, ko si odgovarjala za neke intervjuje o nasmehih in da, kako se ti je vsulo nekako v zavest to, da je nasmeh v Sloveniji tisti, ko nekaj hočeš, na Kostariki so pa v bistvu nasmehi darovi. Je to res? Res. Mislim, tak praktičen primer je, ne, ko vidiš par, se pravi moški in ženska, ki prihajata nasproti, ne, in se nasmehneš obema in ti vrneta nasmeh tako moški kot ženska, ne, da bi se počutila ogrožena. Ne vem, se zdi, da v Sloveniji to veliko. Se ti zdi, da v Sloveniji z nasmehom lahko tudi koga ogroziš? Ja. Ali mislijo ljudje tako? Ne vem, če tako mislijo, ampak včasih je branje teh pogledov meni taka uganka in ne vem, zakaj mora biti nasmeh uganka, to je vendar sprejemanje, ne? To je en odgovor. Se mi zdi, da je 100 možnosti, kaj za tistim. Kaj z nasmehom hočeš, ne? Nič nočeš, ne? Nekaj daješ. Verjetno bomo to še dojeli, no? Ali pa, da obstaja en del ljudi, ki to dojame, ne? Zdaj ti si potem v Sloveniji študirala umetnostno zgodovino in sociologijo in odšla v ples. Velikokrat rečeš, joj, vsi me povezujejo s sodobnim plesom, s performativnimi praksami sodobnega plesa, pa vendar te tam nekako več ni, ne? Zanima me, kako se je zgodila ta tvoja preobrazba iz plesa, iz gibov, iz izražanja, kakor se pač lahko plesalec v sodobnem plesu izrazi, v poezijo. Ja, mislim, to, kar vedno ponavljam, ne, pesnik si, če ne moreš biti nič drugega. Pač zadeva je zelo preprosta, imaš svinčnik, imaš papira, ne. Ja? Če pa hočeš postati plesalec ali pa karkoli v zvezi z performativnostjo, pa rabiš milijon ljudi, ki sodelujejo pri tem, ne? Rabiš prostor, rabiš tega onega človeka. Strašno zoprno mi je bilo tudi čez neko dobo let biti odvisna skozi od ljudi, ki za moje pojme so velikrat nezadostni, ne, v tem, kar počnejo, ker smo nastavljeni na mesta tako in tako po vezah, večinoma, nič novega ne odkrivam. V glavnem, je pa bilo logično, ko sem imela otroka, da se je to itak je šlo, ta možnost. Potem si presedlala v vrtec, na to temo bova še kasneje malo prišli, ker me zanima v nekem drugem kontekstu. Veš, kaj me zanima? Prijatelji, znanci, družina, kaj sem, starši, otroci, partnerji, ta medčloveška povezanost ali odtujenost, kaj ti bolj čutiš? Morda kakor za koga, ne vem. Tako lepo, veš, mi je bila ta pesem Stari oče v Avgustu v zbirki Krog. Me je na to spomnila, na to vprašanje. Kako je s to medčloveško povezanostjo? Zdaj v tej situaciji je sploh zanimiva, ne? Meni je osebno zelo težko iti v službo z masko na ustih, ne? Da ne morem nikomor še enkrat se nasmehniti, ne? In sprejeti tega. Kakorkoli banalno se to sliši, ampak to je pač bližina. Jaz sem iskrena s svojimi nasmehi, zato je to zame bližina. Problematična je zdaj.
ta odtujenost, ne, se nam zdaj pozna. Čeprav veš kaj, včasih tako opažam, ne, da smo se naučili gledati pa v oči in iz oči prepoznavati človeka, kaj misli, ali je dobre volje ali slabe, in tudi z očmi se da morda smejati. To smo se ravno pogovarjali v avtu, ko smo se sem peljali in na koncu se mi zdi, da smo sklenili en konsenzen odgovor, da obrazna mimika podpira ali pa ne podpira oči, ta pogled. Ne? Zdaj, ko smo že začeli s temi maskami in z omejitvami, ki nam jih je prineslo tole stanje tega strašnega ali pa manj strašnega virusa, kako si predstavljaš, da bo šla tale naša družba naprej? V katero smer bomo šli? Ali bomo postali kar neko novo človeštvo, nova civilizacija? Kakšni bomo? Ali pa kakšni naj bi bili? To sta dve vprašanji. Nisem jaz prerok. Ja, no, tako, kaj recimo si predstavljaš? Vseh teh strahovih, vseh teh napetostih, maska gor, maska dol, v vrtci so otroci, sodelavci, starši, vsak ima neko mnenje. Mislim, da tako, kot je itak bilo do zdaj, ne, pravi desetletja v resnici, ali pa 10 let nazaj, kar sem jaz aktivna v družbi, recimo tako, itak ne more iti v nedogled. Ne. In tako da jaz po eni strani pozdravljam sesutje v praha, ne, kakorkoli je to za koga slišati, ampak zdaj drugo je pa, kakšna je cena, pa kaj bo iz tega nastalo. Si tako recimo tudi družbeno aktivna? To je zdaj ena taka fina beseda, ne? Biti družbeno aktiven. To, kar v dobrem smislu pomeni povedati svoje mnenje, imeti neke konkretne predloge, kaj naj se spremeni in kako. Ali recimo to puščaš drugim. Ne, prej smo govorili recimo o protestih, ne? Kako recimo na začetku je to izgledalo nekako tako fino, ne? Potem pa kaj? Ja, dobro, zdaj, če grem na proteste takoj, ne, kar je v bistvu zadnja faza družbene aktivnosti, če mene vprašaš. Pač jaz osebno sem bila na začetku zelo prisotna, ker me je prevzelo neko to spontano, saj tako je delovalo, spontano miroljubno gibanje. Zdaj pa vedno bolj se mi zdi, da ali pa šele zdaj vidim, da so neki politični interesi, a ne takšni in drugačni, in se mi zdi, da jaz se ne čutim več, da bi hodila, zato ker se počutim, kot bi me nekdo uporabil za svoj interes. Tako da ne čutim tega kot zgolj izraz neke svobodne volje ljudstva, ampak kup nekih enih impulzov. Drugače pa, kar zadeva družbeno aktivnost, a ne, se mi zdi, da se začne zelo, zelo na intimni ravni. Tako kot noben feminizem ne zdrži vode, če se dogaja na ulici, ni pa narejen doma, ne, tako, kot je treba. Se pravi, ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi, ne, je treba to zaživeti, da lahko potem sploh nekaj izraziš in eno svoje mnenje daš, tako nekako? Ja, mislim, tako kot je bi moglo biti vsaj v pedagoški stroki jasno, da zgled je edino, kar dejansko vzgaja. Ne? Tako je, se mi zdi, ravno z ženskimi feminizmom, whatever, vprašanje, ne? Da če ti nisi postavil svojih odnosov do svojih moških ali kogarkoli, ki včasih nastopa še bolj kot moški, pa ni nujno, da je moški, ne, v tem tradicionalnem smislu. Pol je čisto vseeno, greš ti trobet na ulico, zakaj si, ali pa se pol s prijateljico dobiš pa debatiraš o tem. Je v bistvu res nekaj na tem, ne, da vse izhaja iz naše vzgoje, iz družine, iz otroštva. In a si predstavljaš recimo, da bodo zdajšnji mladi lahko nekoč, ko bodo odrasli, imeli zelo to v zavesti? Včasih se mi zdi recimo, da mladi nekako živijo tudi v iluziji, da neke zgodovine ni, da vse pravice, ki jih imamo, ne, smo jih kar dobili, ampak ni čisto tako, ne, so bile včasih tudi krvavo priborjene. Je pa recimo veliko vprašanje, ne, kaj mladim v bistvu sploh vse to, kar se v preteklosti dogajalo, še pomeni, če ni stanovanj, služb, neodvisnosti, ne. Seveda.
kako se recimo ti znajdeš v tem krogu, bova rekli. Ker tale krog, ki bi moral biti spirala dvigovanja, ne, nas včasih res kar uleče, ne, v ponavljanje. Mislim, ta odnos do zgodovine, ne, moram priznati, da jaz tudi sem imela blazno težavo do zgodovine, do življenj mojih dedkov, babica. Ne vem, babica in dedek sta bila partizana, to je bilo skozi kot neko poveličevanje, pa hkrati zasluženo opominjanje. Ne. Ampak mene je to kot otroka strašno bremenilo, to, da bi jaz to mogla poznati. In sem naravno odklanjala vse, kar bi mogla poznati. Ne. Tako da mislim, da to se z vsakimi, se pravi, z vsakim mladim, ki je dejansko mlad, bi mogel imeti odpor do tega, kar bi moral početi, se meni zdi. Tako da, ko te pokliče zgodovina, ko ti sam začutiš, opa, današnje situacije pa ne razumem, zato ker mi manjka en košček v mozaiku, takrat šele si zrel, da greš pogledati, kaj je bilo. Vidiš, in sva pri literaturi in pri branju. Ne? Kako drugače se spoznati na neko temo zgodovinsko, kot tako, da greš brati knjige, ali da sprašuješ nekoga, ki je doživel neko zgodovinsko obdobje, bližnjo zgodovino seveda, ne? Ali pa se, ne vem, pogledaš, kaj so počeli literarni liki, kaj zdaj res ti s seboj počneš. Kaj meniš, kolikšna je še danes moč besede in moč besedila? Tako, kako si predstavljaš, recimo, ne vem, med tvojimi znanci, recimo, ko si ti začela pisati, veš, kdo je bral prvi tvoje pesmi, so bile sprejete, kakšen krog jih je sprejemal? Mislim, jaz sem v resnici pisala že precej prej, preden se je zgodil ples, ne, pa ta transformacija zaresna v poezijo. Jaz sem začela pač pisati iz gole potrebe po komunikaciji z ljudmi, ne, ker sem imela občutek, da je nam premalo na tej ravni, ki bi jo želela imeti. Ne. Ampak mislim, s pisanjem predvsem rešuješ sebe. Ne. Zdaj, koliko si uspešen, pred tem so pa merilo tudi drugi. Se sliši zelo čudno, ampak nekaj je na tema, ne, ne vem, da se prepišeš na drugo stran. Ja, hkrati je pa poezija zelo intimna zadeva. Ne? In kako si se recimo počutila, ko so te tvoje pesmi prvič prišle med ljudi? Zdaj vedno poslušamo, ne, da ko enkrat pesem daš v zbirki od sebe stran, ne, da ima vsak bralec potem svojo predstavo, kar je sicer res, ne, ampak ta pesem še vedno ostane tudi tvoja. Si kdaj, ne vem, kako si doživljala odzive na tvoje pesmi? Ja. So te razumeli, so vedeli, kaj želiš povedati? Jaz sem pisanje, oziroma te odzive vedno primerjala z odzivi pri prejšnji izkušnji, ne, plesu. In sem prišla do enega zanimivega zaključka, da v bistvu, da trud je popolnoma irelevantna stvar. Se pravi, koliko se meni zdi, da sem nekaj se trudila, naredila, grebla vase. Da dejansko moraš sam ujeti ta pravo frekvenco, ne? To pa ni stvar truda. Pa tudi ni stvar všečnosti, ne? Tudi ne, valjda. A si imela kakšne, ne vem, tako literarne junake ali pa pisatelje, pesnike, tudi v ženskem spolu govorim, ki so ti bili morda vzor, ali si začela čistko sama orati to poetično ledino? Ja, ne vem, to v Sloveniji se včasih zdi prepovedan reči, ne? Ampak ja, jaz res nisem imela nekih blaznih vzornikov. Veš, ta tvoj odgovor me zdaj zelo všeč, ne? Ker bi se mnogokrat strinjala, no, s tabo. Ni vedno, ne, potrebno biti, ne vem, kakšen intelektualec, poznavalec, bralec, da lahko nekaj napišeš, kar iz tebe prihaja.
da bi se strinjala z mano ali ne. Ja, se. Ve, da ne bova zdaj samo odkole klepetali, bova še potem naprej. Bi te prosila, če iz zbornika 35. Videnice prebereš tvoje objavljene pesmi. Dnevi so kratki, želje pa dolge, napete koprene, med razobešenimi palicami pod stropom, nizko nad glavami. Najtežje je biti iskren do svojih sovražnikov, lahko ti namreč postanejo naklonjeni. Kdo bi to hotel? V deželi vojni je ravnovesje enako pomembno. In vsakič, ko rečeš ne, se v mojih pljučih zmanjša pretok kisika in nakup zbiram zaveznike iz sosednjih organov, da bi, kakor samurajke, za čast, ne slavo, postali zadnja vojska pred popolnim uničenjem. Potem pa spet tisti nasmeh, ki ga pošiljaš pred sabo na sredo bojišča, namesto palic, kopja, meča, pušk. In boli bolj in smeši bolj in vidim te golega. Samo človek, brez spola, celo brez telesa, ki bi ga zeblo. Pametno si ga spravil, balzamiral vnaprej, da ne bi kdo česa pozabil ali se zmotil pri zaporedju. Izdolben format življenja, prepojen s soljo, smolo, začimbami. Kdo bi še hotel večno živeti, ko pa lahko toliko poveš z dramatičnim koncem in ko vsi vemo, da ta ne obstaja, da ni niti tebe, niti mene, ko se 1000 vetrov vrtinči v spiralo in opravi s hišami in poslopji vseh vrst in se v prazni pokrajini napolni kotanja z deževnico za nekaj novega. Ruj. Nekoč na podestu, ko je sonce komaj oplazilo okno, sem si izmislila svojo prihodnost. Stara bom 30 in še nikoli poprej tako srečna. Bila si tam in me slišala od znotraj. Vse je zapisano. Nekdo se je zmotil, ko je bral in vse pripravil. Misli, besede in dejanja, vzporedne niti na statvah, snutek za naslednjih nekaj let. Mogoče se ti moram le približevati s konstantno preračunano zamudo, tudi ti si mi dala konkretne napotke. Da bi morala slediti telesu, je bilo eno. Moje telo ima enak potencial, kakor ruj, v srdečki zemlje potegne železo. In telo se ne strinja, ko ga vozim okoli kot bolnika, a je modro in ostaja tiho. Motiv predloge je vendarle isti, toda ni ga mogoče odtiskovati v neskončno. Tudi vajenci se od mojstrov nekoč oddalijo in tako cerkvene ladje nikoli ne odražajo samo enega duha. Menjavanje draperij pri istih svetnikih je nenameren odraz preobrazbe. Kdo roma? Romari. Hodijo mimo nas, dokler ne bomo mi hodili mimo njih. Ni vseeno, katero besedo uporabiš za tistega, ki je izgnan od znotraj. Nič drugega mi toliko ne pomeni. Lepe vide. Svojo srčno občudovano teto sem držala za roko, ko sva prečkali mostiček, ki je le v nameri spominjal na tistega pri Popeju. Na sredini sva se ustavili za slikanje s kapitanom naše princese Danaje. Bilo je kot v vsakem filmu, ki pa ga dotlej še nisem videla. Kovčke so prijeli mladi, precej suhi fantje, oblečeni v polikane hlače in suknjiče na gumbe. Angleščina je prišla prav, čeprav ni bila nujna. Pri kabini smo se ustavili. Fant je dobil nekaj drobiža, se zahvalil, s teto pa sva se namestili. Občudovala sem vsak košček zglajenega pohištva.
Kasneje sva se zadržali v nekakšni avli ali sprejemnici, ali pa je bila to jedilnica, ne vem. Vedno je bila polna sadja v obliki živali, rastlin in mitskih bitij. Prijazna, a smešno oblečena dekleta pa so stala zraven, se smehljala in nakazovala na ponujene dobrote z gracioznimi gibi svojih rok. Te roke so me pospremile v sanje, toda postale so čudno prazne in utrujene. Njihov nasmeh pa je ostajal zadaj, kakor pena valov, ki jih je ustvarjala sila naše ladje. Naslednji dan ob zori so ta ista dekleta v soju drugačne garderobe nosila kavo in rogljičke. Eno od njih je slišalo tetine besede in se pretirano navdušilo. Pa saj vi ste iz Slovenije. Razgovorilo se je o svojem otroku in nekakšnem partnerju. Kasneje mi je teta povedala, da je imelo dekle v grlu cmok. V mislih sem videla zataknjen cmok iz pšeničnega zdroba in jajc, ki mi ga je mati vedno dajala v juho. Toliko sem razumela. Iztal v nos in usta. Pred leti, ko so bila naša naselja žive tvorbe ljudi, ne le hiš, ko so žene posedale skupaj s kavo, cigareto in napolitankami kraš na balkonu pred vhodi hiš, ko so otroci buškasti in vsestransko obdelani še lahko nosili zemljo v usta, ne da bi zboleli za smrtnostjo, in si ti plezal na bližnji hrast, namesto da bi se povzpel po stopnicah do stanovanja, skromnega skupka prostorske nujnosti. Sem sama nekje na severu Evrope okušala dom v primerjavi z vsem ostalim. Nos, tla, nostalgija in moja nemost, ko sem se vrnila v nekaj, kar je bilo preveč povezano za moje prepišno telo. Hvala lepa. Krasna poezija tvoja se včasih prelije v prozo. Zakaj? Ne vem. Zakaj neka svoja notranja občutja lahko zapišeš kot pesem, nekaj pa v takšni pesniški prozni obliki? Je to sploh pomembno zate ali ne? Ne vem. Veš, to vprašam zaradi tega, ne? Ker tako so tudi te zbirke, ti dve zbirki razloženi, in Delta in Krog, ne? Ko bereš, ne vem, literarno kritiko, ne? Prav literarni kritiki izpostavijo, ne? Kako znaš prehajati iz poezije v prozo. In jaz sem si res predstavljala, to verjetno tudi tako je, sigurno, ne? Da si v bistvu mojstrica nekako obeh žanrov, da bi morda, ne vem, pričakovali neko tretjo knjigo, kjer bi spisala kratke zgodbe, ne vem. Ja, jaz si v svojem vzporednem življenju bom pisala prozo. Aha, no vidiš, nekaj sva ugotovili. Absolutno je to v planu, ne? Ampak trenutno, kot rečeno, pesnik si, če ne moreš biti nič drugega, ne? Zato ker vsak ima toliko časa, da napiše pesem. Ne? Medtem ko za prozo rabiš kontinuiteto, rabiš drug fokus, rabiš vizijo, ki jo moraš racionalizirati in postaviti, medtem ko je to lahko se šverca na intuicijo, ne? In posledno. Omenila si intuicijo, tukaj nekje imam vprašanje ravno na to temo. In sicer, kaj recimo te bolj določa intelekt ali intuicija? Pa recimo tako v vsakdanjem življenju. Ja. Ne samo, ko pišeš poezijo. Glede na to, da delam z otroki, ja? In da nisem vzgojiteljica, ampak sem zgolj pomočnica, dejansko ne uporabljam možganov v tem smislu, kot ljudje v običajnih nekih službah. Vse je govorica telesa in skozi telo se ravno tako postavljajo meje. In
koordinate, v katerih želiš, da neka stvar poteka. Tako da ta vrsta inteligence, ne vem, če je čist samo intuicija, je tudi stvar fizične inteligence in je stvar vsega, tudi racija. No, ampak ja, intuicija, to je posledica tudi mojega odraščanja, ker sem odraščala ob zelo racionalnem očetu, ki je bil deklariran kot absolutni ateist in sem gojila odpor do tega načela, da je vse, kar je, samo tisto, kar vidiš in lahko dokažeš. Ne? In zato sem naravno prehajala namenoma, sem se izogibala nekim logičnim. Mogoče sem zato pustila faks v resnici, ne? Mogoče je bil ples izgovor. Jaz bi rekla, da si iskala še tisto nekaj drugega, kar zraven racija spada in kar mnogi nimajo, pa bi bilo fino, da bi imeli, ker bi bili morda bolj čuteči in marsikdaj tudi bolj razumevajoči. V pesmi Iz tal v nos in usta sem se v tej pesmi, no pravzaprav ob tej pesmi sem se spraševala o anonimnosti v množici. Koliko je zdaj to fino, pa koliko ni fino. Ne, lahko je nekaj zelo to, kar nam pride prav, da smo sami v nekem svojem svetu, včasih pa tudi ni fino, ne? Kaj pa ti misliš? Ja, no, to je ta primerjava Švedska pa, oziroma Stockholm, takrat še predmestje Stockholma, zdaj je to že mesto. Pa Škofja Loka, ne? Škofja Loka tudi ni lih, kjerokoli mesto, ampak Slovenija ima veliko majhnih mest, ne? Tako da se lahko marsikdo poistoveti s tem. Kaj je bilo vprašanje, zdaj sem se izgubila? Ta anonimnost v množici, ja. ne? To. Ne, meni je zelo ustrezala anonimnost, zelo. Zato, ker ko sem prišla v Škofjo Loko, se mi je zdelo, da pač dejansko na vsakem koraku me je vprašal nekdo, čgava pa si, a ne? In čgava pa sem. A ne? Predvsem nisem od svojih staršev, ker se nisem nikoli čutila toliko povezana. Nisem čutila nikoli pripadnosti, ne družini, ne narodu, ne ničemu. Tako da mi je šlo to blazno na živce. In tako da jaz sem za anonimnost, ampak človeško, ne vem zakaj bi ne bilo topline v tem, a ne? Zakaj ne bi bilo bližine v tem množici. To bi moglo biti tudi pozitivno. Ja, ni nekaj slabega, ne? Ni nujno nekaj slabega, ne? Če nisi osamljen, tako bolno osamljen, ne? Samota je lahko tudi lepa, je lahko to ena pozitivna reč v življenju, ki ti daje en zagon, sploh tistim, ki, bom rekla, smo radi sami. V pesmi Ruj omenjaš romarje, pa ne samo v pesmi Ruj, tudi v drugih pesmih se pojavlja lik romarja in romanja. Recimo v verbalnih obračunih na parkirišču iz zbirke Krog. Kdo je danes romar? Malo širše, ne, je zastavljeno to pri tebi, kakor nam sama beseda pojasni. Ja, v resnici smo vsi, a ne? Eni se tega malo bolj zavedamo kot drugi. Ja. Daj vas še tako se vprašati, kaj pa tisti tujci, ki iščejo poti v boljši svet, v Evropo, bi tudi njim lahko rekli romarji? Seveda, to je ta boleča zgodba, ne? Ki bi nas moglo boleti. Pa nas ne? Ne vem. Živimo, a ne, da ni tega. Se tudi jaz, a ne? Misliš, recimo, ne vem, velikrat sem se spraševala, tujci, tuje kulture, tuja država, tuji jeziki. Mi pa vendarle tukaj govorimo o povezovanju. Je možno, da je sploh katerakoli kultura, družba manj vredna od naše? Itak, da ne, a ne? Ampak zakaj pa mnogi mislijo tako? Ker so privezani na svojo preteklost, si predstavljam, ne vem, ker jim
tako rekel, pa ne vem, pojma nimam, kako lahko tako razmišljaš. Ampak se tako razmišlja. Kaj je pa recimo dom in kje je? Kje je zate recimo zdaj le dom? Ja, tukaj. V krogu ali v delti? Delta je malo dlje, že krog je bliže, ampak dobro, nima veze. V tem stiku je, a ne? Si sama poimenovala zbirke po teh naslovih? Ja, prva je itak logična, zato ker je bil sprva mišljena plesna predstava, ne? Potem se je pa zgodilo to v tem enem letu. Prvič v življenju sem dobila sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo za svoj solo plesni projekt. In potem sem zanosila in rodila in je šlo to pač, ali bi šlo stran, ali jaz sem potem naredila performance poezijo, ne? In potem je nastala zbirka. Delta, ki bi bil tak že naslov. Ja. Kaj pa krog? Ja, krog. Veš, o tem sem se jaz zelo spraševala, ne? Zakaj krog, zakaj ne spirala, ne? In potem, ko sem prebrala zbirko do konca, mi je bilo, vsaj meni, tako nekako jasno, ne, koliko se ljudje trudimo, da bi napredovali, pa ne padli nazaj, ne? Ampak da se velikokrat res vrtimo v nekih krogih, ne vem, zaradi nekih družbenih ali pa družinskih vzorcev, ki nam ne pustijo napredovati v nas samih, pa lahko rečemo, ne vem, intelektualno, duhovno, kulturno. In tako, se mi zdi kot tako upozorilo, no? Ja, sej si lepo povzela, ja, mislim, a ne, sej to je ta, ko pri otrocih gledam v vrtcu, a ne, ja, dokler ni preskoka v drugo fazo, je ves čas eno in isto, a ne, dokler se ne usvoji, potem je frustracija, a ne, ko se brca krili in tolče in ne želiš naprej, potem te pa slej, ko prej življenje porine, vsaj moglo bi te poriniti naprej, da nehaš brcati krilita, ne, in začneš uporabljati telo na višji ravni, a ne. Ja, meni se zdi, da danes recimo zelo težko mladi odraščajo, ne? Kar smo mi imeli recimo za samoumevno, da si pač otrok, ko se začneš zavedati, kaj se dogaja okrog tebe, mladostnik, najstnik in da moraš pol odrast, ne? In se mi zdi, da, ali pa te vprašam, no, če se tebi zdi, da danes mladi zelo težko odrastejo. Da ne rečem samo odraščajo, ne? Ker to smo že recimo omenili, kako je težko v bistvu biti sam za sebe odgovoren, če nimaš podstati samostojnosti. To je zelo kompleksna stvar. Ne? Prvič, kot rečeno, odnos do otroštva, odnos do otrok je v Sloveniji patološki, če mene vprašaš. In je različno bil, ne? Tudi ni vzgojati skozi eno isto, ampak zdaj je pač to, po eni strani imaš starši, ki otroke v vato zadijajo, in jih, vemo, pač vozijo v vozičkih dokler se le da, ker je, naprimer, to je primer banalno, ker je težji, ker je bolj počas, če greš peš sam. Po drugi strani imaš starše, vse to smo se tudi prej pogovarjali, ki so pa zelo, pač se ne morejo soočiti s tem, da imajo otroka nikakor, ker skratka, v obeh primerih imaš ne odrasle starše, ampak to je zdaj tako, na hiter rečen. Pol je kompleksno je to, pol so starejše generacije, ki nočejo prepuščati mesta mlajšim. Vse to vemo, da je problem, to vsi vidijo, kako ustrajajo na svojih mestih. In še bi morali delati, še več let, še dolgo. To smo se prej pogovarjali, ravno to, kako ne morejo iti v pokoj, ne morejo. In bolj še ta zaključek, mislim, meni je recimo ravno to, ko smo na koncu govorili, da kako ti, pol, ko si enkrat star in imaš končno čas in bi lahko zadihal, pa kar ne veš, kaj bi sam s sabo počel v penziji. Mislim, meni se zdi to kriminalno. In potem te dohiti minljivost. Ja? To je sploh, mislim, to je nedonošenost, da ti pri 60-ih, 70-ih ne veš, kaj bi sam s sabo.
Nisi odrastel človek, če ne veš, kaj boš počel, če imaš cel dan čas. Konstantni problem upokojencev, ne, bi rekla lahko temu, ne, kaj bom delal, ko bom pa brez službe in ko bom prost. Ne. Ampak glej, tudi to, ne vem, minevanje ali pa potovanje od rojstva k nekemu zaključku življenja na tem planetu naj bi imelo nek globlji smisel. A misliš, da se, ne vem, večina ljudi ubada s tem, zakaj so tukaj? Greva nazaj na vileniško tematiko. Ne vem, velikokrat zgleda, da se sploh ne ubadajo, ne? Da se rutina. A se morda nekateri preveč? Absolutno. Kdo recimo? Jaz celo življenje poslušam že, da sem preresna, pa tudi neodgovorna, ne vem, kako gre to skupaj, ampak moj glavni problem pri plesu je bil ravno ta, me so skozi govorili, ker mi veliko stvari ni šlo po tej poti, kakor je bila pot predstavljena, kaj ti preveč razmišljaš. Ker če preveč razmišljaš, ne moreš iti. Ne gre, to ni stvar spontanosti. Čeprav misel, je gibanje tudi, ampak je krog tudi. Pa si se vseeno v plesu počutila tako domače? V plesu, ne pa v plesni dvorani, ne v podajanju znanja, ne v način. Ravno tako se nisem v šoli počutila, ker je isti način. V resnici je copy-pastan iz obične šole v fizično vadbo. Ampak zdaj je malo drugače, zdaj so že veliko večje izbire, kot takrat, ko sem jaz to, ki je bil sodobni ples, se mi zdi vse malo bolj omejen, zdaj imaš svašta, imaš veliko možnosti. Misliš, da zdaj tudi pustijo tistim, ki se ubadajo s sodobnim plesom, ki začnejo z njim, da se lažje ali pa bolj tudi izražajo sami sebe? Jaz mislim, da ja. In da si to mogoče pogrešala? Ja, sigurno. Ampak moj problem je bil kompleksnejši, ker sem imela težavo. Z marsičim sem imela nerazrešeno težavo. In psihologija je logično se vidi na telesu. Zdaj, to naše telo v bistvu velikokrat preberemo ali pa slišimo, ali pa je to že neka mantra, da je to domovanje ali pa dom naše duše, oči so pač ogledalo, oziroma kjer se lahko vidi, kaj v tem telesu je, kaj se dogaja. Je pa v bistvu tudi naša neka eksistenca, dokler smo tukaj. Tudi to staranje in odhajanje obravnavaš v tej zbirki Krog. Si imela tudi sama kakšno takšno izkušnjo v svojem krogu, recimo prijateljev, da je kdo odhajal in si začutila, kako je to minevanje lahko tako, trenutek in te ni. Ja, mislim, jaz imam itak veliko avtobiografskih momentov, ker ne čutim potrebe, da bi to zamaskirala kakorkoli, zakaj bi to sploh. Ja, mislim, ta pesem Dom in doma je pač nastala na podlagi moje izkušnje z mojo pokojno babico, ki je bila nazadnje v domu v Mariboru. Ampak moram priznati, da jaz imam do smrti precej drugačen odnos kot vsi okrog mene, tako da ne doživljam teh frustracij, ne razumem, mogoče bom kdaj razumela, kako je to hudo tudi. Si bolj na strani recimo tistih, ki razmišljajo v tem stilu, da je to samo prehajanje nekam drugam? Ali je to samo en tak obrambni mehanizem? Kaj bi ti rekla? To lahko obrambni mehanizem. Ne vem, mislim, ene stvari so mi pač tako naravno, jih čutim in ne vem, a se moraš opredeliti za to, da čutiš, koliko čutiš, Enostavno... lahko se potem tudi spremeni, ne vem, čez 10 let misliš drugače, Lahko, verjetno, ampak odkar pomnim, mi je bila smrt ena taka tema, ki je po eni strani vredna raziskave, predvsem pa veliko bolj zanimiva, kolikor to, kar se mi kaže kot realno. Dajva še nekaj povedati o tem, kam
kam gremo, ne? Quo vadis, torej kam gre naše človeštvo, nasploh naš planet, naša narava. Se mi zdi, da imeti državo, tako kot je rekla Spomenka Hribar zadnjič v intervjuju, da je to velika reč. Jaz sem takoj pomislila, da je imeti jezik, v katerem se izražaš, še večja reč. In potem mi je prišlo na misel, da je imeti neokrnjeno naravo pa največ, kar lahko imamo. Kakšen je tvoj stik z jezikom, naravo, pa recimo tudi državo, v kateri zdaj prebivaš? Greva najprej k naravi. Ja, pač narava je hrana, ne? Zdaj, sonce je hrana, zrak je hrana, vse to je hrana, pred hrano, pod hrano. In ko enkrat to ni več tako, kot mora biti, imamo problema, ne? Zelo velik. Zato to, kar se je dogajalo spomladi, s sprejemanjem teh nekih novih predlogov, členov, da so skenslali te nevladne organizacije na tak podel način. To je, mislim, da ti nekoga, ki se trudi za nekaj dobrega, da ga tako skenslaš, zato ker je pač interes, denar, pa drugo v zvezi s tem. Ne vem, ali lahko kaj rečem na to. Ne morem nič reči na to. Se čudim, kako imaš... Včasih se mi zdi, da tudi če povemo, kaj mislimo, nismo slišani. Je tudi to mora dati zadržek. Da veliko ljudi niti, ne vem, se ne bori tako, kar bi se morali. Vse je hudo, da se moramo sploh boriti za to, kar nam je dano od, ne vem, samega planeta. Mislim, narava itak, ne pripada, v tem smislu. Narava je, Pa jezik? Jezik je, mislim, da glavni razlog, zakaj sem jaz ostala v Sloveniji. Medtem, ko so druge punce, ki so se ravno tako ukvarjale z nekim performansom, takrat šle ven, v tujino so šle na neke fakse, umetniške take. Mene je vezala ta vez z jezikom, absolutno. V Štokholmu kot otrok ste v svoji družini govorili slovensko? Ja, razen z bratom svojo švedsko, zato ker je bilo priročno, da niso razumeli starši, da se lahko kregali. Ja. Drugače pa, mislim, izkušnja švedske je pomembna zaradi, ravno zaradi tega. Eno je jezik, drugo je pa to, kako fajn je imeti primerjavo dveh kultur, že zelo zgodaj. To se mi zdi zelo pomembno. Zato, ker potem ne sprejemaš svoje kulture kot samoumevne. In ravno tako, kot jo lahko potem šele kritiziraš, da rečem. Ravno tako jo takrat šele lahko zares sprejmeš. A misliš, recimo, ob tem vprašanju, quo vadis, kam greš, kam gremo, mi je prišlo tudi na misel ti naši mladi, ki odhajajo v tujino, tako kot si rekla, ne? In potem mi vsi želimo, da bi pa nazaj prišli, ne? Ampak velikokrat jih pa ni nazaj. Zakaj ne? V tako lepo državo, no, kakor jo imamo. Kaj jim ni všeč? Mislim, jaz, ki sem bila na Kostariki, ne bi tudi tam ostala. Bi? Normalno. Kaj ti je bilo tam tako všeč? Ta preprostost, ne vem. Ja, okej, sej eno je iti tja na pesniški festival. Eno je iti tja na pesniški festival, drugo je pa tam živeti pa spoznavati vse stvari, ki jih prej ne vidiš, ne. Ampak vsem, to, kako... Okej, eno je, Kostarika je tudi naravno bogata. Tako da tudi to je velik faktor. Ne? To doživetje oceana tam je bilo zame noro. Pa si nisem mogla predstavljati, da ti lahko sam stik z oceanom toliko da.
Da pač to ni nekaj, ki ti vidiš na razglednicah, te neke lepe plaže, neke palme, ampak zato vse prej kot to. To je enormna količina energije, ne? In pol, no, sem že omenila, te želvice, ne? Ker grejo čez to plažo. Pa si to sem slišala, pa videla na posnetkih že prej, ne? Ampak kad ti vidiš ta mala bitjeca, ki se izvalijo in te ptice, ki krožijo gor in vse ta nevarnost, ki preži na njih, ne? One pa kar grejo v ta velik ocean in preživijo, ne? In se vračajo pol, ne? Mislim, fascinantno, kako te življenje uči. Mi pa pišemo, ne vem, kakšne pedagoške študije, ne? Otrok mora iti v ocean, ne? Ja, razumem. Mora doživeti, mora videti, mora občutiti. Ja. Če mu ne damo priložnosti za to, pač Ja. je kot en stroj lahko pol, ne? En tak vojak, ki koraka po naših pesmih, po naših taktih. Po različnih konfuznih taktih. Ja, tako. Gremo počasi proti koncu. Ampak samo en odlomek, bom skrajšala eno tvojo pesem, ker se mi je zdela tako krasna, da zaključiva tole predstavitev. In sicer iz zbirke Krog. Pesem ima naslov Sebi, ampak tole je res samo čisto zadnji del. Ne glede na relativnost, ne moreš nazaj, nikoli. Si in minevaš in si že drugi in drugi si bil. Samemu sebi bi moral biti vedno malo tuj. A lahko malo pokomentiraš? Ja. Sicer je mečkano zdaj vzeto iz celotnega konteksta, ampak tako si lepo zaokrožila to pesem na koncu, da bi te res rada vprašala, no? Minevamo, smo bili, smo nekaj drugega, kaj bomo? Si bomo vedno malo tuji, je to res tako fino? Ja, to je ta kreš z okolico, ne, ki se zgodi. Ti se spreminjaš po svoji naravi, ker je to prav. Ne. Ljudje okrog tebe pa so navajeni nekih odzivov, načinov, kako funkcioniraš in takoj, ko nisi več na ta način, je problem. In je problem doma, in je problem v službi, in pač nisi v skladu s pričakovanji, ki so vezane vedno na nekaj, kar si ponudil na začetku. Če prideš kot vzgojitelj v sobo otrok, kjer so novi otroci, si jih prvič videl, nadomeščanje, Ja. moraš vzpostaviti avtoriteto. Tvoj prvi vtis, njihov prvi vtis tebe je glavna stvar. In če ti prideš ves ponižen, mehek, te bojo čau, ne, nimaš šans. Če pa si suveren, pa hkrati ne oblastniški, ne, se pa energija teh otrok nekako okrog tebe, kar naredi, ne, in stvar zafunkcionira. Ampak otroci so spontani, ker se spreminjajo oni tudi in jim je dovoljeno še približno recimo 100 početi spreminjati se. Ne? In se skupaj lahko to dogaja. Ne? Medtem ko v nekih rigoroznih okoljih se že v prisotnosti druge odrasle osebe je lahko problem, ne? Pa so otroci pol rastor zaradi tega, ker si nista na isti frekvenci. Zdaj upam, da se to razume kot metafora. Misliš, da ima literatura tudi to moč, da nas bo toliko spremenila v tem svetovnem smislu, da bomo šli iz tega kroga ven in po spirali navzgor? Zdaj hočem biti malo optimistična, ne? Težko bi mi bilo, recimo, veš, da vsi tisti, ki prihajajo za nami, da pridejo v nek svet, ki je razrušen, razdrman, ki nima več nobenega smisla. Zato da skušamo, veš, napeljati na neke morda pozitivne misli, ki jih vendarle nekje imaš v sebi. Jaz to verjamem močno. Ja, ima. Zato, ker je stik z literaturo in mešanje svetov, ne? In
mogoče je tako kot, mislim, ravno tako kot človek, ki ni mogoče po pravilu na svojem mestu, a ne? In se pravi, kjerkoli poklic nekdo upravlja, pa se mogoče ne istoveti popolnoma s to vlogo, a ne? Je idealen za tja, zato ker ruši ustaljena prepričanja o tem poklicu. A ne? In literatura to isto počne. A ne? Ni na mestu, ni na svojem mestu, ne bi smela biti na svojem mestu. More biti, predirati more, prodirati more, penetrirati to vsakdanjost in to počne. A ne? Tako da iz tega naslova sem absolutno pozitivna. Seveda je pa druga stvar, koliko približaš literaturo ljudem, ki jim ni naravno blizu. Ne? Sem pa doživela veliko prijetnih presenečenj ravno v službi, ne, svoji, kjer literatura ni pogosta zadeva v rokah mogoče mojih sodelavk. Ampak do nekaterih je pa prišlo marsikaj, pa ne mislim zdaj moja poezija. Ker sem govorila, mi je bilo strašno čudovito enkrat, ko sem brala Banalije od Braneta Mozetiča na pauzi in je prišla kolegica, ker nisem vedela, da bi si upala prijeti v roke poezijo sploh. Je me prosila, da ji posodim to za domov, za čez vikend, da jo zanima. In je prišla navdušena nazaj. In je bilo čudovito jo videti, zato ker na prvi pogled je to zelo tradicionalna oseba. Ne? In je hkrati porušila moje predstave o njej, ne? In se sama soočila z nečim popolnoma tujim. Se ti zahvaljujem, da si bila gostja tukaj na Vileniškem večeru v Hrastniku. Kaj ne rečem? Upam, da kmalu doživimo tvojo novo knjigo, bodi si poezijo, bodi si prozo. Jaz bi bila navdušena nad eno ali drugo varianto. In seveda, tako tebi, pa sebi in vsem nam, ki smo danes večer tukaj, želim, da bi znali odgovoriti na letošnje vileniško vprašanje Quo vadis, vmes rekla vejca, homo sapiens. Hvala lepa, ker ste bili z nami in lep večer vam želim še naprej. Hvala, Kaja Kržan. Yeah.